A ni zdrava una hrana, ki je tebi dobra, hrana, ki te naje? Tukaj bi mogel priti naš džingl, samo ga še nimamo. Let's go. Dober dan, dobrodošli za najboljši podcast v Sloveniji. Člani podcast, like, comment, share in subscribe. Danes z vami Rimanič Jure in Jure, koga imamo danes? Naši desni. Jakob Kastelec. Naš editor. Čikas ni, tima ni, je prišel Jakob malo poklepetati z nami. Gosta ni, ker so bolj pored kot le. Čaki. Mi smo zabavni. Fanta, kako sta, Jakob, kako si? Zelo utrujeno, ampak nahranjen. Si utrujen? Ja. Včeraj sem v Štirki bil. Sem mislil že, da bom prišel direkt sem na podcast. Štirki, ti tudi si bil v Štirki? Jaz tudi sem bil na parkrat. Matej je non-stop. Vsak vikend v Štirki. Matej je non-stop. Ta je bila dobra. Jaz sem vsak vikend. Ta je umrl. Ta se joka. Vsakega sebe. Torej, poleg Štirk, kaj imaš še kaj v lifeu? V bistvu zdaj je ful planiranje za naslednjo leto. Delam na enem velikem projektu. Kaj ful planiraš? Ja, dejansko, ja. Tako ful planiraš. Ja. Zdaj že planning. mesec skozi Planning. Ja, planning. Lahko boš že delal? kaj deliš? Lahko povem samo to, da bo zelo ekskluzivno. Kaj to pomeni? Tipo, Nage slike. lahko povem to, da bom sodeloval z večjimi umetniki, slavnimi ljudmi, z ljudmi, ki so zanimivi. Kako bom sodeloval, to pa še ne bom izdal. Kaj lahko prije tudi Rimanič? Tudi Rimanič vmes, ja, tako da. Ja, me je že ponudil. A pa niso samo tudi neslavni ljudje. Zanimivi. Kaj ti je pisal, če lahko pride? Ne, me je povabil, kot vsi drugi. Jure, kako si ti, kaj? Nič, malo sem utrujen. Od napornega novembra še vedno pušča pečat na meni. Je trdo, težko delo za tabo. Yes. Trdo, težko, psihično naporno. Kako se sproščaš ti? Opažam, da dejansko s treningi Fitness? in savno. Je tako res. Ne, dejansko meni je savna, veste, zakaj mi je dobra? Zato, ker ko mi postane ful vroče, mi nehajo delati možgani. In je samo tako mir. Odklop. Ja. Veš, ko te toliko vroče, niti ne razmišljaš več. Mislim, ne moreš, ker se fokusiraš samo na to, da ostaneš živ. Res, je ful dobro. In pol greš v ledeno notri, in pol greš v džakuzi in ful paše. Prav mravlinčki ti grejo tako po celem telesu, ful lepo. Tako da ja, sauna, fitness pa konsistentnost in trdo delo ti da pač itak neko zadoščenje. Misliš, da si dobil zdaj kaj več, ko bi rekel, neke rutine, neke discipline zaradi fitnessa? Po moje ne. Ker mislim, da disciplina in mislim, da si lahko ponosen na neko novo rutino, je, da delaš stvari, ki te ne veseli. Ker mene fitness pač mi je v bistvu užitek, ni mi več... Ti ni tako naporno? Ne, sploh mi ni več naporno. Tako z veseljem greš vsak dan? Ja. Mi ni več naporno, mi je pač užitek. In zato nisem ponosen kot na rutino, ne? Ker pač mi je... Aha, počutiš malo guilty? Ne, Ker uživaš, ali? ne, kot da bi šel na pijačo, pač, ali z kolegi se drugi, pač, razumeš, mi je tako. Ni kot da je neka stvar, ki se moram mučiti, da naredim. Pač grem z veseljem. To je fora. Kdaj si to ugotovil? Že nekaj časa zdaj. Tako prav z veseljem hodiš? Pač grem tudi 5-krat, 6-krat v enem tednu. Si zadovoljen z napredkom v tem letu v fitnessu in tako? Ne, pač tam sem samo gazim. Sploh ni da bi se oziral neki. Ne gledam sploh tako več. Ja, pa razloži, kako gledaš? Ne vem pač, grem tam in mi je hudo, ko ne vem, delam noge in take stvari, recimo, ki so ful težko in mi paše prav, da me boli. Kaj je hudo? Malo sadizem. Sadizem je to, ne? Ja. Rar. Matej, kaj si pa ti počel? Jure, jaz sem ta teden bil najprej na reunionu od osnovne šole. Smo se dobili enih 8 komadov. Zakaj, že na leto se niste videli, verjetno? Kaj tvoje nazaj 30 let? Kaj tvoje nazaj 30 let? Ja, kaj tvoje je nazaj, kaj tvoje osnovna šola je nazaj 30 let, ki si star.
ok, star si, želi si mojo mladost. Poprosim, v glavnem, ne, bilo je ful lepo. In kaj so rekli, kaj ti si oni najbolj znani vertikalni režiser. Ja, je rekel, ja, to sem jaz. Nobody said that ever. To je vaš šolec. Ne, lepo je bilo videti tako bando zbrano in kako nam dejansko gre vsem nekako v lifeu, vsi smo se pač nekako že znašli. Prav imate kar, ja. Tako da kar lepo je bilo videti. Vsem vam gre tako dobro, ali kaj? Pa vsakemu na svojem področju nam gre. Tako, presenetljivo, res vsem nam gre dobro. Bili smo tudi z Juretom na eventu od Barbariana, smo se ga malo podružili. Točno, ja. Ja. Tam je bil en mali čarodej, ki je bil na Slovenija ima talent. Zakaj pa mali čarodej? Zdaj ima 15 let. 15 let? Ja, in je bil manjši. On je v Rekelcu. A smo zdaj mali čarodej. In nam je malo tam čaral, tako da shout out. In bratranec, je sošolec mojega bratranca. Tako da kar nice in spremljal člane, tako da shout out. Če se spomnite mogoče iz prejšnjega podcasta, no, ko sem se iz dveh podcastov nazaj, ko sem se jaz jezil malo na moje sosedo, ne. Se spomnimo? Ja, se spomnimo. Ja. Spomnimo, ne. Po unem incidentu, jaz moje sosede nisem videl. Ta incident je bil tako 2 leti nazaj. Zdaj smo se prvič srečali v liftu. In? Ona meni, wow, že dosti časa se nismo videli. Ja, slišali pa smo se. In je hotela govoriti in jaz sem bil pač tiho, tako da soseda še vedno te ne maram. Zakaj se nisi z njo pomeniti? Ker ni pomagalo, Jure. Prvič, v glavnem, fascinantno je bilo, zanimivo, da sem jo videl, sem se lepo nasmejal in še ko sem šel iz lifta, sem rekel, lep dan, uživajte. In zdaj prijemo do moje točke, ki sem ta teden jaz malo razmišljal in ugotovil, to vsi pravijo, ampak tako ful veliko zadovoljstvo je, ko nekoga ubiješ z ljubeznijo. Tako da si ful prijazen, kill 'em with kindness, to se mi zdi tako ena lepa pot, po kateri lahko pelješ svoj life. Ampak to deluje samo, če res nisi jezen na njega. Ali to je čar? Ker tudi če si jezen na njega... To je čar, da ne smeš biti jezen na njega. Ne smeš biti jezen na njega? To je čar tega, če to narediš. Ne, to je fora. Ni da se delaš, da nisi. Ja, ampak tudi če si, da si hitro in da ne postaneš jezen na njega. Dejansko ne smeš biti jezen na njega. Da ne postaneš jezen na njega. Da trik je, da te sploh ne spodbudi jeze v tebi. Ampak kako? Imaš kakšen nasvet? Kako si ne dovoliti to? Mislim, jaz imam dosti primerov, ko sem se tega že naučil, da se ne razjeziš sploh. Naprimer? Naprimer, ne vem. Nekdo te hoče sprovocirati in ti tako veš, da je to njegov namen in gre samo skozi tebe. Se ne ustavi. Kaj pa, če ne veš, da te hoče sprovocirati? Ni njegov namen, ampak te. Tudi, lahko nikoli ni njegov namen, ampak veš, to je odvisno, kako ti to sprejmeš. Ne? Lahko ti nekdo nekaj reče in ti si ne vem, primer, nekdo se začne pokroviteljsko obnašati s tabo, ne vem, nekaj takega, ne? In ti si kaj ti se ne boš tako obnašal z mano, si tako počutiš in si pač rečeš samo pač okej. In pol, ne vem, če kakšen primer, da imaš ne vem, kakšen sestanek in je nekdo s tabo, ne vem, ne? Ti kaj reče grdo ali kaj, pač si tiho, pustiš, da gre mimo, si okej. In pol, ko se človek umiri, ga kontaktiraš čez kakšne 2 ure, in mu rečeš, da se ne more tako obnašati s tabo, recimo. Kdaj je pa una meja, sem se malo vprašal, ko pustiš, da se stvari deeskalirajo, ne? Da pač tako pustimo stati, dokler je vroče, in kdaj pa je si dovoliš, da ljudje hodijo po tebi? Mislim, to nikoli ne smeš pustiti. Mislim, ne, pač moraš pač povedati, samo ne, mogoče v tistem trenutku, moraš najti pravi trenutek. Ampak vseeno, da pristopiš in da poveš. Že, naprimer, jaz tebi rečem, kakšen keket, si ti glup. In vidiš, zdaj lahko ti reče, ok, on je neki jezen, naj se umiri. In kaj on, naprimer, vseeno naj prije do mene reče, to ni bilo cool. Veš? Ti do njega? Ne, do komu reče? Do mene, ne. On je tebi rekel, da si ti keket? Ne, jaz sem njemu rekel, ko si keket glup, ne. To se naredi pol, prijeme za tebe, ko se zaključi, ne vem, če mi to rečeš med tem, ko nekaj delava. Ja, potem, ko zaključiva, prijem, cool, so zrihtali, ampak daj naslednjič dela to na lepši način reši. In če pa tega ne naredi, ne vem, odvisno, kje si je, če si tako, pa se pač s tem človekom ne delaš več naprej. Mislim, tako še vedno pač pustiš stati, ampak nek respekt moraš imeti do sebe. In si ne dovoliš. Ne smeš pustiti, da se ponavlja. Ok, ampak naprimer enkrat si vedno pač dovoliš napako.
Ampak se to itak na začetku. Drugače tu je zanimivo vprašanje, če pustiš človeku, da drugo možnost sploh. Je Zdaj prav? spet odvisno, kakšna je prva napaka. Ne? Kje ti potegneš roto? Recimo, če gledamo v razmerih, če te on prevara ali pa ona tebe, aj rečeš, ok, ali ti dam še eno priložnost. Kaj je to odvisno, koliko si ti zaljubljen, koliko ti je punca všeč? Ja. Jaz mislim, Ampak tudi odvisno, koliko zaupaš te osebi. Jaz mislim, da ne obstaja druga priložnost. A v tem primeru. Sploh ne daš. Res? Ja. Zakaj? Ker mislim, da to ne obstaja. Meni se zdi, da ti daš osebi drugo priložnost, ampak gledaš na to osebo čist drugače. Tu če rečeš, da je kul, ampak pismo imaš vseeno, veš kaj, ne. Mislim, to, da te prevara, jaz mislim, da sploh ne daš druge priložnosti, sploh če te ga prevara. Ja. Mislim, oprostiš, ampak ne pozabiš. Kaj pa, če si, ne vem, star in imaš familijo? Ne, to je pač to je objektivno. Da požereš? Mislim, subjektivno bolj. Če se ne bi spogajaš to osebo, da veš najboljša alternativa, kaj ti preostane. Kaj je tvoja alternativa? In če nimaš alternative, je pa ga požereš. Je pol pa tvoj mislim, če sprejmeš to, da boš sam, pač ja. Odvisno, kakšen boš ponos. Pol moraš sprejeti, da te bo ni vedno varal, če te bo pomoj enkrat, te boš enkrat. Ja, ali sprejmeš to, pa če rečeš, ok, to je bilo to, konc, hvala lepa, čau. Jaz sem prišel do zaključka, da ne obstaja druga priložnost. Si ti mislil, kdaj v lifeu, da si ti zaslužil drugo priložnost, kje? Ja, veš kaj, so momenti, ko ti dejansko tako zajebeš nekim, veš pri sebi, fuck, to sem zajebal, če bi imel še eno šanso, ti dokažem, da sem boljši. Bilo kje, ne samo v zvezi. Mislil sem, da sem si zaslužil, ampak v resnici si nisem. Ne? Ne. Ko narediš enkrat, boš naredil to še enkrat, ko tak pa si. Jaz verjamem v second chances, drugo možnost, v tretjo ne. Tako, to je res. zajebel si enkrat, vsi zajebemo, popravi. Ampak če zdaj zajebeš, si zajebel zavedno. Za meni se zdi, da je Jure prav povedal, če si enkrat naredil, boš podzavestno sigurno pač razmišljal. Tak pa si. Ja, ampak ljudje se spremenijo, na boljše. Tudi če rečem, jaz sem bil pa pijan ali pa whatever, pač se ni samo varanje, je karkoli. Tudi v poslu, karkoli. Če zajebeš, ne vem, zamudiš 1 uro, zato ker pač sem nočeš prijeti ali pa pač si te boli ne? Pač boš sigurno to naredil tudi čez 1 mesec, ko se spet dobite z nekom ali pa gre se nekaj delati, boš spet zamudil 1 uro. Ja, mislim, če ti je mar in če je skomunicirano, da to človeka moti, po moje ne, Odvisno od človeka tudi, ampak Jaz ne vem, če res obstaja. Mislim, meni se zdi, da v odnosih ne vem, če obstaja druga priložnost. Tako dejansko ne morem je dojeti z možgani, ker se mi zdi kaj, ko te nekdo naredi ti neki, mislim, ko nekdo pač naredi neki, kar pač res uniči stvari, pač ni več une stvari, ki je bila. Če se enkrat neki zalomi, une magije ni več. Ja, ampak če je bila enkrat, kaj ne misliš, da pakala ne mora priči enkrat? Ker to je kot da presekaš, se mi zdi neki, ne moreš to kar zašiti skupaj. Ja, mislim, nikoli ne bo bilo isto, kot je bilo, lahko pa je še boljše. Ne. Boljše ne, zelo težko. Zakaj? Zato, ker boš imel vedno, ne more biti boljše. Boš imel v mislu, spet bo to naredil, spet bo zajebal, karkoli. Pač mislim, jaz imam feeling, da ne more biti boljše, tako pač. Ja, ne, boljše zelo težko. Se mora človek sam spremeniti, mora biti drug človek, da se bo, če gre na boljše. Lahko sem slab. Po moje, ko je meant to be, je smooth sailing. Ja, misliš, da ja? Ja. Ja, misliš, da je meant to be, da ni smooth sailing, ampak da skozi vse lahko sailaš. Se je recimo pogled pri nama, kad delava klipe ali pa whatever kreativno, jih so neko razmerje, pač ti poveš svoje mnenje, zdaj sem že tako dalje, že ti jaz direkt povem nazaj, ne, meni se pa ne zdi tako, meni se zdi pa, da je to boljše. Samo pač ti se fulkrat motiš. Ali pa ti, ne. Ampak ne, veš, ti so si poveva. Recimo, da na začetku tako ni bilo. Kar si mi ti rekel, sem mi rekel, ok, cool, bom. Zdaj poznam, vem, da ti lahko povem, tudi ti spoštuješ to, si pač poveva in na koncu bo že nekaj v sredino najdla. Ja, veš kaj fora, mi tudi naprimer pri bilo kakšnem delu, ampak pri našem delu, ki je malo, pač smo frendi, ki delamo skupaj, ampak je vseeno poslovno, še vedno je neko spoštovanje na dnu in še vedno najdemo hitro neko sredino, plus emocije pustimo doma. Ja, pa če ti jaz rečem, da je to šit narejeno, je to šit narejeno, gremo narediti boljše, to ne pomeni, da si ti šit, to ne pomeni, da je tvoje življenje žit. Samo to zdaj v tem trenutku, ko si naredil šit, da je popraviti. Točno to, ja. Tako da to sem fulkrat opazil, da pač eni ne znajo ločiti svojega dela od svojih emocij, ki pač nikoli ne cilja na njih. Sej jaz poznam dosti takih ljudi. Imam izkušnje z njimi. In kako delati z njimi, mislim tako? Težko je. Ja. Zato, ker
Ker bo vedno neka zamera, vedno te opol tako gledal, Ja, ja. malo, joj, kako se slabo. Ne, je težko, ja, ampak kar lahko narediš, samo da razumeš, da so tašni. Ja, imaš kakšen recept, kako navigirati s takimi? Med živce. Ne, razumeti, da njihov, Mindset. ne, to, kar oni zlivajo na te, ni je za nate, spet. Kot obratno, ne, ko ti, veš, ti samo pol lahko veš, da se nekdo pol pizdi na te, ker si mu nekaj povedal, lahko ti vzameš tako, da ni kritika na te, je kritika na sam na sebi pač pove, ampak pač pa lahko izpade, kot da nekdo gazi po tebi, ne, če se pustiš, ampak odvisno, ko to vzameš. Ja. Moraš biti tudi človek za to. Ampak vedno pusti malo na tebi pečat. Mislim, vedno boš malo to nosil. Ne more čisto iti skozi tebe, vedno malo popraska. Sam te naredi tudi močnejšega, pa boš naslednjič, ko boš neki delo tazga, boš razmislil, ok, zadnjič mi je rekel, da je slabo, dajmo malo zdaj obrniti. A veš, tudi to, kar te za nazaj neki zadeva, si še vseeno, aha, bom zdaj boljši rato. Ok, tako da to je meni cool. Pač meni je veliko bolj želeti z nekimi direktnimi ljudmi, da ti direkt pove, ne, šit je, pač sem nehaj. Kukor pa da ti neki okrog, pa da pol čez 2 meseca veš, da je bilo v bistvu, kar ti je rekel, da je dobro ali pa solidno ful za nič. Ja. Ti ne vediš tega behind the scenes, ko mi delamo in montiramo. Ampak ko sem vedel, da je Jakob to pravi za nas in da šteka, enkrat smo imeli en ful velik kreativen spor, prav ful velik. In čim smo rešili ta spor in se tako narekovajih pizli ena drugega, smo tako se smejali in smo bili neverbalno smo štekali, smo govorili o delu, je o delu, ni bilo zameri ne tebi, ne meni, nič. In takrat sem jaz vedel pis, da Čeprav šteka. ti si kar konflikten, se mi zdi, tako nasplošno. Odvisno do česa. Ma tako se mi zdi, da ful ljudi ima tako mnenje, da si konflikten. To, da rečem, jaz povem, ker me ful ljudi me vpraša, tako, ko se pogovarjam, kaj delam, rečem, ja pač delam s člani, a ne, rečem, kako je Matej, a ne, kakšen je Matej, tako rečem, no evo ti tole povem. Ful je tak pač direkten, ljudje ga ne razumejo, pa pač je tak, ve kaj dela, ve kaj je dosegel, ima razlog, da je tak, ampak pač se ga moraš navaditi, a ne. In rečejo, ok, to je res. Pa če rečem, če ne moreš biti z ljudmi, ki delajo, pa povejo direktno, pol Matej ni zate. Pač Jaz imam ful, sem ugotovil, ful imam problem Ja, se strinjam. govoriti stvari na glas in spraševati stvari, ki pač se me ne tičejo. In pač kakšenkrat, čeprav sem dovolj pameten, da vem, ne tikaj, ne vrtaj, ni tvoja fucking stvar, pač ne vem, moram vprašati, moram pač biti glasen, pač tako, me zanima. Kaj je to? Ne vem. Ne, samo se mi zdi, da ti si dosti krat ful, ne vem, kakšen si, tak. Kaj? Ne se si v redu, za mene si ful dober kolega, ampak si, ne vem, poseben lik si. je poseben lik. Tako pač, edino se mi zdi, da si že dovolj star, da bi se lahko naučil malo boljše to menedžirati. Ja, pa kaj? Komunikacijo. To sem jaz Biti nenaporen. Kako sem ti jasno povedal? Ne, meni nisi toliko, meni ne, govorim nasplošno drugim. Ja, vidim, in jaz sem to ful opazil. Mislim, jaz te ne jemljem tako, jaz te jemljem drugače, ker te poznam, ampak za nekoga novega si lahko ful naporen. Prvi vtis, ja, recimo. Ja, si uno, lega tega pečuno, si kojem petelinček. Tako, to sem ful ugotovil, sem se pač tako vprašal, zakaj na eni strani vem, da imam ljudi, ki so tako, what the fuck, da je pač boj tiho, ampak na drugi strani imam, ne vem, tebe, ki pač tako, štekaš. In ne, jaz sem se naučil to vzeti tako pač, jaz pač, ko te manj dovolj veš. Ja, pač lepo skomuniciramo. Ampak jaz ga imam rad fundamentalno njega, ampak razumem pa kdaj, da za kakšnega človeka, ki tudi, pač razumem, zakaj bi znal pritisniti. Jaz sem bil isto kot ti včasih. Ok, kako si to porihtal? Ne vem, z leti. Pač malo, umiriš se, malo si ono, bolj nežen postaneš mogoče, malo step back narediš. To sem se naučil v zadnjem letu malo. Da reče res, ja, moram potrditi. Kaj? Kukor smo začeli delati klipe, pa kukor se zdaj dela, je to čist drugače, pač je una razlika. Ja, dejansko to se moram zahvaliti moje pupi, je tako me malo ful štilirala in tako dejansko pokazala. Pa veš kaj, tudi pač videl sem iz prve roke, ne priznam, da sem bil perfekten, zdaj sem postal... Se hecam. Ja, ma vem, da se hecaš, ampak lovki misliš tako. Ne, Ne, se si pa pač prav, če se zaveda, Kaj da je perfekten. ne pač ko, če tako misliš, rajmo menjega tazga, kukor pa enkrat diso, a je to v redu, če tako, pa da spizdi, a ne pač. Ne, sem ugotovil, ampak to sem pa ugotovil tako dejansko z izkušnjami, ko sem delal, da pač
je še drugi način in če uporabiš ta drugi način, boš prišel dlje in bo bilo lepše in bo bili vsi bolj Samo zadovoljni. ni fora v tem, fora je v tem, da ti dejansko spet moraš tako misliti. Ne Ja, se delati, da si bolj prijazen, ker hočeš priti dlje. Se mi zdi, da je trik v tem, da pač ti se ščiliraš. Ja, pa si to za moje dobro. Ja, zakaj za tvoje dobro, veš? Ja. Na koncu dneva, če vidim jaz pač, da imam neko napako in ti mi rečeš, da ni kul, ja tebe, če imam rad, da se bom trudil, bom to pravil. Jaz tebe sploh ne neki več komentiram, se mi zdi toliko. Pač meni si v redu, tako kot si. Ja, pravim, sem vzeli primer, pač se bom pravil spremeniti za te. Veš? Ne, ja, to ni prav. Ma, Zase se moraš ne, spremeniti. veš tako, če te neki moti, ne vem, meni je na primer, evo, Mislim, če mene nekaj moti na tebi, mene to moti na sebi. Kot prva. ja, to si ti. Ja, Meni kot na prva. primer, evo, Če mene ti motiš, me moti to neki na meni. To je nek nauk to sem se za jaz me. naučil. Ampak na primer, zdaj bom vzel primer. Jaz kakšenkrat sem imel full hitro sem zgubil pacienta, pač tako nimam potrpljenja jaz. In mene moja punca mi je to izpostavila in ne za njo sem se spremenil, ampak ona, ko mi je to izpostavila, sem bil holy fuck, to moti tako ljudi okrog mene vpliva. Jaz nočem to delati ljudem okrog mene, tako da se bom spremenil. Za vas, ampak tudi zaradi sebe se bom spremenil. Ker jaz pač hočem, da smo vsi cool in jaz pač nočem to izražati. Tako na koncu dneva, ja, se spremenim za tem, a se tudi pač eventualno prvo zame spremenim. Ker nočem jaz, da sem tak za moje najbližje. Ne vem, včasih je ena zanimiva. Ker Ne tudi vem. naredim refleksijo in vidim, fuck, to dejansko pač ni cool. Toliko si lahko jaz priznam. To dejansko pač ni cool, če kaj delam. Meni se zdi, da veš, dosti krat, ko dobiš neko sranje od nekoga, moraš pol kanalizirati nekam naprej. Ne, to je nasplošno človek. Ampak se mi zdi, da pol je ono, ful je dobro, ko se naučiš, da to daš v zemljo not. Veš, da ne gre naprej od tebe, da ne prenašaš onega slabega vajba naprej. Ko ga dobiš od nekoga, Ja, da si pač... da ti to daš skozi, ne? To pa ne vem, to po moje pol postane. Ja, Samo jaz- pol postaneš tisti, ki vsak bo lahko na te metal. Ja, ni triki. Ja, ampak ne, kot ti rekel, moram se naučiti filtrirati. Jaz sem videl, kakšen krat, ko s kom hengam, ful vpliva moje počutje energija na ostale. To je itak. Ampak vidiš, to ni prav. Ja, je to so pa, generacije, samo to je normalno. Ja, ampak ne smeš se pustiti, veš. Jaz pač- vem, da čim pade mrak nad mojo glavo, jaz postanem težek ful. Dosti dan si kupita mati To vejo vsi, da sem jaz. Ampak to Ampak- opažam tudi pri sebi. Ja, ampak vidiš, to je narobe Samo stvari. pri tebi jaz tebi nisem več slabe volje. Ja, dobro, ne družimo. Da, zdaj boš 3 dni kompr teb spal. Čakaj, kaj zdaj, 3 že? Jako bo prespal pri Juretu, ker imamo ene skupne projekte. Čakaj, ima kaj nedeljo, na ponedeljek, potem na torek. Ja. Ajdem čistorka na sredo. Dobro, Če se boste imeli lepo, ja, če bo bilo pozno, ne bo se vozil Jure domov. Dobro, res je raz. Zdaj boš videl vse moje razpoloženje. Lej, je bila ena kolegica pri meni in sem ji plačal, da mi pospravi stanovanje, tako ful čisto stanovanje. Oh, to. Res? Kolegica. Ja. Shout out Nina. Ko podolni. In mi je spekla še mafine. Doj še. In mi je napisala na mizo, rabiš ženo in psihiatra. Za koliko na uro je? 10 na uro sem plačal. To poceni. Oh. Ni to poceni. Ma ne vem. Pošli stanovanje in še mafine, what? In še obleke mi je zložila, zlikala, oprala. 10 evrov na uro? Ja. Jaz za 8, evo. Stari ni Jaz samo res mi je lepo poceni. pospravila, pač ful lepo mi je naredila. Ma ne, to se mi zdi poštena cena, ali ne? 10 je zdaj študentska. Ne, študentska. Koliko je bila tam? 4 ure. 40 evrov si dal, da ti vse zlika, vse posesa, počisti. Tako, Obleke mi je vse v kuhinji mi prebrisala. tako, vse je v nulo. V nulo. Jaz sem prišel v perfektno in mafine in Pravi, listek na mizi. 40 evrov, Ampak Jure. Je bilo ful smešno, rabiš ženo in psihiatra. Ja, evo. Res je. Psihiatra že imam, tako da. Res. Stoj prav. Res. Kaj je res? Imaš psihiatra. Mislim, ja, tako v izi enega imam. Ja. A daj, A to ti nisem rekel, da sem čakal. to ponovim. Ma nekaj časa, en mesec. To bi mislim, da mogli vsi imeti. Ja. To je še to? vedno full tabu tema v Sloveniji. Ne Mislim, vem, si tako sem boljše? rekel, da je. Ma se nisem tako šel, sem šel tako, ker me je zanimalo. Mi ga je priporočal en kolega. Pravilno. In kaj si kaj To so predelal, ugotovil? kaj? Osebne stvari. Dobro, dobro, dobro. Mislim, tako lahko vsaj reči, si zadovoljen, Ja, da hodiš, ja, priporočaš. ja. Tudi tistim, ki misli, da nima nobenih problemov, Vsi morajo. je dobro, da greš. To je full tabu tema v Sloveniji. Pač Ja, se mi zdi, da ni več. Jo, je še kar reč. Ja? Sploh pri teh starejših reče, ja, gre k psihiatru, pa se gre pogovarjati, oj, pa čudak ali pa neki. Ne, pizda, vsak bi mogel, zato ker ima vsak neke težave, oziroma se ne daš ven. Cel svet bi bil lepši,
če bi se ljudje pogovarjali, pač pa dali ven iz sebe to. Ja. Ti misliš, da rabiš? Ja, 100%. Ti? Da bom vprašal te Ti za rabiš? kontakt. Jaz imam eno. Ti imaš Samo jo neko moram še kaj čira čara. bolj poredno obiskovati. Ja. čira čara, imaš ti. A pa ona je jaka, stari. Dobro, samo eno. Ker ona ve stvari. Ja, moram iti to obiskati. Veš kaj, mi je dala eno domačo nalogo za narediti, nekaj za se prečistiti in nisem še naredil, pa ne moram iti spet nazaj, dokler se ne prečistim. Kaj? Razloži mi to, kako se lahko prečistiš. Ja, to je zdaj pač veš ono razlagati tebi stvari, če ne verjameš in če se boš pač smejal. Ne bom se smejal, povej. Okay. Ona je lepo razložila. Manifestacija. Ne? Človek, predstavljaj si je kot drevo. Ja. Krošnje, glava, ne? Skozi krošnje so listi, ker drevo usrka sonce in vse da rabi za pač energijo. Ti tako skozi glavo zareč zajemaš energijo, misli, ideje. Okay? Ampak drevo dela fotosintezo, ker korenine grejo v tla in srkajo še vodo. In to je pač full circle of life. Ne? To je pač drevo, ja. Okay. No, in pač mi lahko tudi črpamo, ampak če je spodaj si ti zaprt in to ne gre v zemljo, se pač to nakopiči v tebi. Ne moreš nič. Ne moreš dejansko manifestirati, ker ne gre nikamor. Se nič ne sklene. No, Boš kaj bos? Ja, dejansko je Verjetno, da se. meni nekaj na to foro, no boš videl. Je rekla, imaš širok razpon, da lahko zajameš ideje, ampak ne moreš nič z njimi realizirati, ker toliko stresa in vse to, ko bla 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 se ti nakopiči, ti zapre neke točke na nogah. Hvala, to bo 50 €. Taki, pa ni samo to. No, in je rekla, da moram si enkrat, trikrat narediti neko foro s toplo vodo namakati noge notri. Dobro, član čaki, pol z grobo soljo še, ja, da ti pač odpre to, ki je grobo. Veš, podplati pizda, veš koliko točki na podplatih dobrih in vse. V glavnem in pol še, Ne bom se smejal. zdaj se smejal in še da 30 minut v kis. Ja, Pa te ženska skuhala, pa te bo požere. ma dobro, če pa je... Ja, res dobro, furka zanimivo, ja, Madonna. upam, da ti bo pomagalo, samo pač dvomim. Ja, zakaj dvomiš? Zato ker, what the fuck, stari. In kaj recimo, Ja, no povej. Prošljo, jaz ne vem, jaz samo sledim navodilom. In vse, kje je kar to mi je do zdaj potegnila, rekla- stari, mona? Vse, kar je zdaj Kaj, ona je namakala noge v deluje. kis in dala v sol in pol je spomnila se to idejo, da je to fuldoro. Mislim, razumem point. Ona je fucking študirala pizda po Kaj celem je lahko svetu študirala po in celem svetu? nabirala fucking Namakanje znanje. nog v kis. Pidi k svojemu terapeutu, grem jaz k svojemu pizda. In bomo videli, kdo bo boljše zrihtanje, bem ti. Ampak Pizda. zanimiva teorija. Ne Ja, razumem, da pač- reč pointa, neka noge so povezava s metalom Ja, pa Pa, zemljo, ne? pa dobro, Zato ti Prav hoditi bos je fuldoro. ja, naštudiraj dejansko tako malo človeško Smo anatomijo kot in drevo, boš smo. videl na Ja, podplatih je to ful razumem pač point. Kot stvari. drevo smo, ja, kot drevo. To reč point razumem. Tako da, sem ja, v kis Jaz namakal. sem hrast. Ne, ti bolj bodeš, če si tako kakšen. Hrasti, jaz sem hrasti. Ti si krasti. Ja. Hrasti. Ne, ma mogoče res, jaz mislim, jaz Dejansko verjamem tudi v je- te energije in to. Res. Dejansko je drevo, ki vse to predstavlja, je lipa. Je rekla. in Če kaj tako pa recimo, ne vem, ženske, ki hodijo dosti krat na pedikuro in to in imajo ful urejene podplate, Si ful ful boljše urejene manifestirajo. podplate, Imajo nohte urejene. Cvi podplate, vse, nežne, mehko kožo. Mislim, ja, bolj mehko in to. Ja, Ampak, in kaj one boljše manifestirajo, recimo? ja, ne vem, kako to gre, nisem prišel že tako daleč. Ja, ti kis pravim. manjka. Mi je dala domačo nalogo, da moram to narediti in že nisem naredil. In moram zdaj narediti. To bom prav tudi jaz, tajno. Ker imam prav recept, kako moraš po vrsti. Moram pogledati, imam napisano. V glavnem pomaga. In mi je še druge stvari, pač Naprimer, ne povej mi morem. še en tak recept. En tak recept, kaj mi je dala? Nočem zdaj govoriti na pamet, imam vse zapisano. Dar povej še en primer, tak smešen. Pač, da je dobro meni, da ne vem, kaj dati vse notri, ampak skuhati korenino ingverja v čaj zjutraj pit in to je ful dobro za notranji So ogenj. antioksidanti so to pač, ja. Zdravilno, ki vejo vsi na splošno in tudi tako energijsko je ful dobro, da te ful zbudi in Aha. te ohranja. Zanimivo. To je Ko to. hočeš Sej res verjetno neki passionately delati, ti ohranja in zareč daje fuel na tvoj ogenj. To. Vse verjetno je dosti stvari teh res nekako. Ja. Se vidiš že iz zgodovine, iz leta in leta nazaj. Je rekla, ful istih obredov imajo Indijanci v Ameriki in imajo Kitajci.
Ona je bila po celem svetu, vse prepotovala in je rekla, ful stvari se pojavi v vseh kulturah in pač očitno nekaj deluje. In sem bil pri njej in ti pravim, deluje. Sem imel že ene probleme in me je zrihtala. Naprimer, kaj si, stara si daš Ja, povedati. nema veze, ampak tako, me je zrihtala, ti pomaga, ti odpre oči, te usmeri v pravo pot. Tako da priporočam. Kaj jabolčni kis ali balzamični? Vem, da jabučni. Ja, verjetno. Ker Samo- balzamičnega imajo v Italiji samo. Ne, Edino škoda je to, mislim škoda, bala je to, ki smrdi. Koliko pa stane recimo to svetovanje? 50 evrov? Ne vem, ali za študente je 50, menda. Aha. Ne vem. Imaš študentsko tarifo in... Pa ja, me še jemlje kot študenta. Pa kaj to, rečeš, da sem študent, Ja, ja, samo pač imam SP. Dokler ne diplomiram, sem študent. Samostojni študent. Ja ne, pač ti pravim. Ne, on nima več. Še vedno pač sem prijavljen. in Brez vse, statusa je tip. Delam diplomo, ampak ja nimam statusa, ker imam SP. Ste da blag, daj privet živalcu? Ne, nisem to pa res ne. Bi šla? Sem, jaz ne bi rad vedel, kaj se mi bo zgodilo. Iskreno. Zakaj ne? Zakaj ja? Pol kaj point življenja? Ampak bi rajši vedel, da jutri umreš Ne. in živel danes na polno, ali ne vedel, da jutri umreš? Ne vedel, Vsak dan bi živel na polno tako. ali tako. Ja, samo kaj pomeni živeti na polno? Ok, če zveš, da čez 2 dni umreš. Ja, Ne, konec tega tedna umreš. ok. Kako bi živel življenje drugače? Ti ga ne bi več živel recimo. Bi kaj? Ja, viš, ti pravi psihiatra. Pač. Zdaj moj psihiater ali psihiatra. Ok, ne ti pravim, pač res. Živel drugače. Če bi živel drugače. Da živim ti reče, konec tedna umreš. To je to. Bi živel drugače. Konec se dobro živim drugače. Ne vem, kaj, verjetno bi, ja. Ja, no in kaj ne bi rajši vedel, kdaj umreš? Zakaj? Naprimer, ja, in kaj, če zdaj ne boš To je vedel, da samo konec stres. tedna Samo umreš stres, ja. in boš živel normalno in rečeš, dobro, ajde. Pa se meni bi bil cilj, da živim, sploh ne vem, kaj bi naredil drugače, da živim bolj polno življenje. Kaj bi pa lahko naredil drugače? Videl, kaj spoznal, Kaj? koga, Kaj? naredil, Koga? kaj, ker si želiš. Šel na Bali, ampak itak bi do konca Kaj? tedna tja po tvojem bilo to. Pač. Na Baliju sem že bil, mislim, to, da greš na neko potovanje, to lahko greš kadarkoli. Ne vem, kaj. Kaj bi ti? Ne, vem, jaz sem glih zdaj včeraj sem dojel, da kaj je to dejansko smisel življenja. No, prosim, povej še ostalim. No. Jaz sem letos imel takih trenutkov in zdaj včeraj sem bil na enem koncertu, sem fotkal, vmes sem šel pač ven na zrak, ker bo not ful vroče. In prej sem ven, bili smo gor na vrh Tivolija, na enem hribčku in se lepo vidi Ljubljanski grad. Stopim jaz ven, niti ni tako 20 sekund, začne ognjemet. Jaz sem napisa, tako gledam, dejansko je smisel življenja ne lovi take trenutke, ampak se postavljati v take situacije, kjer lahko taki trenutki pridejo do tebe. Kjer si 5 sekund samo gledaš, pa si pizda, dejansko ni tako bad life. Life je lep. Life je lep. A veš, tak 90% časa bo za en kurac life, to kar veste, ampak je vredno po mojem za unih 10 sekund, ja, 10 sekund oziroma 10% drugih Ja. biti pa pač Pa ne, edino, kar je po mojem najbolj pomembno, da ti se lahko vplivaš samo na sedanjost. Ja. Edino to. To je pač, se mi zdi edina stvar, ki se lahko zavedamo, kako bomo tisti trenutek. Ja. Kaj bo, nima veze. Kar bo prišlo že. Ja. Pač moraš ti ono, veš, recimo, če hočeš full delati, ne, veš, da full delaš in hočeš nekaj, da boš imel pol, ne, to vsi se ujamemo v to past, ne. Moraš pa tudi v tistem trenutku, ko si, tudi se imeti lepo. Zdaj, moraš najti tuni balans, po mojem, da se imaš lepo in da delaš za prihodnost. Ja, točno to. Ja. Samo, To je težko najti. Ne? se to lahko, delanje za prihodnost je v bistvu nič, ker lahko nimaš Meni se zdi, da bo ful naslednjega boljše, dne. ja. Lahko nimaš naslednjega dne, sploh lahko to zadnji dan, ki ga imaš. Zato je pa dobro delati, da v trenutku živiš, pa delaš za un trenutek seb najboljši, zato ker bo tudi prihodnost uklepša. Ker boš imel nek spomin na to in je zato. Si dejansko prihodnost, kaj pa je na prihodnost? Prihodnost Iluzija. je ono, ki se spominjaš za nazaj. To je preteklost. Živeti sedanjost. Preteklost. Ja, ne, ti imaš prihodnost. Dejansko dobra prihodnost pomeni to, da boš imel neke lepe spomine. Torej moraš Ja. zdaj živeti v sedanjosti, da imaš lahko v prihodnosti lepe spomine za nazaj. Sem pa dejansko zdaj tako zadnje tedne ful razmišljal, mislim, to ti res more priti v kri, ne, da pač življenje se ti bo zgodilo.
slabo, dobro življenje se dogaja in se ti bo dogajalo in se ti bo zgodilo in ne moreš neki dosti vplivati. Lahko pa ful vplivaš, ko reagiraš na vse to. In samo to lahko vplivaš. Se dejansko lahko samo to drugega nimaš. vplivaš. In dejansko, če začneš ful pozitivno na vse vplivati, tvoj life je tako lepši, stari. Pač tako, toliko se imaš lepše. Ful priporočam, zdaj delam že več kot 1 mesec, journaling zjutraj, takoj ko se zbudiš, da napišeš svoje misli, bilo kar češ napišeš. In tako, vsak dan si jaz bistrim misli, naredim refleksijo tudi prejšnjega dneva, če mi slučajno pride. In kar naenkrat vidiš, fak stari, tako, ja, če mi pride. Pač tako, life je lep, stari. In hitro vse problemi, ki ti misliš, da jih imaš v glavi in da dejansko so problemi, jih na papirju hitro urediš, vidiš ali da niso problemi, ali pa vidiš, da lahko jih spremeniš. Če pa jih ne moreš spremeniti, nimaš kaj narediti, ko se smejati. Life je. Ne, če je lep. Life pač je. Life je lep, stari. Ne, life je. Tašen kot je. Ja, Če je če bil si- samo lep, bi bilo brez veze. Ne bilo vredno. Ja, mislim, živeti. ne, čakaj, tvoj life, nekaj kakšen je tvoj life. Jaz lahko rečem, da moj life je lep. Ampak meni se zdi, da rabimo imeti neke slabe stvari v life, mislim slabe stvari. Pač Ja, tudi to. Moraš se pomatrati, če ne ni vredno. Meni se zdi, da v življenju se zgodi to, da te življenje pripravlja malo za neke stvari v prihodnosti. Sigurno. Ja, to pa je tako. Imam ful občutek. Mislim, da te pripravi z manjšim dogodkom, ki ga moraš ti se znati ga prebroditi, da se lahko zgodi največji dogodek. To je bilo to leto. To leto, vsaj meni osebno me je kar orang teplo in psihično in tako, ampak se mi zdi, da me je zdaj za naslednji let pa ful bolj pripravilo. Jaz imam ful dober občutek za 2024. Ja. Tako gut feeling, ful dober občutek. Jaz ga sploh nimam. No? Ne. Zdaj pa... Ne, sploh nimam občutka, nobenega, ne pričakujem nič. Ma ne da pričakuješ, veš, ampak Ne, jaz Čutiš? ne vem. Ne vem, kakšen bo. Kakšnega si ga bom naredil? mislim, je je pa... pa, pričakujem, da si jim lahko lažje naredil dobrega. Vem, da si jim dobrega naredil. je pa tudi, kot si ti rekel, ne brez slabega ni dobrega. Yin Yang. Tako, ko žurnaliram, fulgar tudi napišem, zakaj sem hvaležen, ampak napišem, zakaj si hvaležen za To dobro so in mi za to nasto neki slabo. hovca stari. Hovca. Ja, vsako jutro. Zjutraj. Ja, En misli na to ja zjutraj. nekdo Jaz piše, zakaj je včasih hvaležen. malo. Hvala za Tako Jureta, tušam. hvala za Jureta. Ja, ma dejansko pač, ko napišeš, zakaj si hvaležen za dobro in ta slabo, dejansko vidiš, ojoj, če ne bi bilo tega pač slabega, pač ne bi bil tle, ker sem, če ne bi bilo tega dobrega, pač life ne bi bil lepši. In tako, pač life je lep, stari. Ne, life je. Life je lep, član. Kaj to pomeni life je lep? Life je pač lep. tašen kot je. Dejansko tako, se probam naučiti in malo mi uspe tako, vsak trenutek se zavedaš, da ga živiš in pogledaš, kaj ni lepo. Temu se reče biti present. Ja, in kaj ni lepo, stari. Je. Tako, ko samo si in ti je lepo, da pač si. Ja, to zdaj ful zveni tako, kot ne hipi, ampak tako. Ne, Pač, vse je res. Vse to je dobro, da se učiš zdaj. lihuno, lepo je, stari. Res je lepo, ej. Ampak kaj moraš dati čez v lifeu, da sploh lahko govoriš o lifeu? Da si doživel nekaj dobrega. To dejansko, evo, dobro, lih smo se pogovarjali, smo dobili en komentar, kaj ste vi glasni pri 22 letih neki govoriste v lifeu. Kdaj misliš, da lahko govoriš o lifeu in o izkušnjah? Pa stari, Vedno, jaz mislim, lahko vedno govoriš. Vse to, jaz tudi mislim, da pač petletni otrok mi lahko kaj pove. Kot prvo, da si tako netoleranten do drugih mnenj, je pač eni, mislim, ker nobenega mnenja, ki ga povemo, ni nikoli škodoželjno, je pač zgolj lastna izkušnja. Kot prvo, da to, zakaj je tvoje življenje in tvoje izkušnje bolj pomembno od druge. Jaz mislim, da ti lahko poveš svoje mnenje vedno. Moraš pa biti pozoren, kako izraziš svoje mnenje. Ker lahko poveš več stvari na več različnih načinov. Tako. Jaz sem tudi mnenja, da pač vsakemu pride neki prav. Na vsaki točki življenja. Pač kot smo bili, to sem ful študiral, pač kot smo bili klinci in ti je tako kolega neki rekel, veš pač ne vem, vidiš sem hudo risen, ko pogledaš ti. Pač to je neka izkušnja nekoga, ki ti je povedal in tvoj life je bil boljši, ker je to je tvoja najljubša risanka, ali pa zdaj naprimer ti pač, ne vem, brekneš ab svojo punco in jaz ti pač dam na svet. Veš, na koncu dneva vsi si lahko v vseh letih pomagamo. Tako da, po moje lahko to res govoriš tako. Čim se Pri nekaj vseh novega letih. naučiš, lahko ti že govoriš o lifeu, se meni zdi. Za na konec, fanta, vas jaz vprašam to. Vidiš,
Zdaj lepo v tej epizodi, ne? Vse te misli prihajajo z mojega journalinga. Eno, life je lep in na drugi strani v journalingu sem se vprašal, to je super vprašanje, da vprašam moje prijatelje na podcastu. Kiro hrano mislite, da ste jedli največkrat v lifeu? Pico. 100%. Ampak tako, največkrat Kaj je res... hrana, kaj je hrana? Meso. Ja, ma tako, kiro meso. Ok, če rečeš meso, kiro. Veš, ali mogoče krompir, ok, veš tako. Kira stvari, ki si jo jedel največkrat v lifeu. V zadnjem času... Stavo piščant. Ja. Ampak v tvojih, koliko imaš, 23 let? 23 letih. Evo. 23 letih, kaj bi rekel? Pica, sigurno. Pica. Ja, tako kar tudi 5 na teden. To ni zdravo. Moramo mu zrihtati. Jaz jajca jem ful. Ja, zdaj. Ja. Kaj si jedel v srednjem? Po moje toliko jajc sem pojedel jaz v zadnjem času, da... Misliš, da si... Jaz pomagam slovenski jajčarski industriji, sigurno. Misliš, da si vse za nazaj pojedel toliko jajc? Jaz po moje pojem... Da si zdaj lahko rečeš v life si Jaz pojedel pojem jajc. po moje več kot 100 jajc na mesec. To je dosti. Ja. No ne, čakaj, ok, 100 deljeno 30, koliko na dan? No, to je kor. Ja, ne, 6 jajc Koliko za poješ na dan? zajtrk. 6 zajtrk, vsak dan. Ja. Ne Samo za vsak dan, zajtrk? ajde, recimo 4 na teden, 3 na teden, ajde, da zmanjšamo. Je to 18, A bi rekel, ti pravim še za nazaj... 60 jajc na teden. Jaz sem ful študiral zase bi rekel nek krompir po moje. A kaj krompir? To je krompir, to je pač, kot rečeš meso. Ne, pač krompir je krompir. Kaj krompir? Kakšen krompir? Ja, in ko imaš tensten krompir, imaš tašen krompir. Ja, vse je narejeno iz istega krompirja. Ja, vse je meso meso. ni narejeno iz istega mesa. Veš, Dobro, imaš to je kaj si pač- jedu govedino ali si jedu piščanca. To je razlika. Manir, ne. No, zdaj še tretjo debato. Ne. Krompir in meso ni isto, ta fak. Imaš tudi več vrst krompirja, ne? Ja. Rdeč krompir, sladek krompir. Navaden krompir. Ja, ma ti meso ne pripraviš, ne vem, v taki obliki kot, ne vem, ono pač jaga, ampak Ja, lih to, ki ga. kar neki, okej, goveje meso, si srečen zdaj. Ja, ne pač za... Si srečen? Hvala. Srečen zdaj Zdaj sem goveje meso. srečen. Ne, ti je boljše, zdaj Zdaj sem mi je super. specificiral, zdaj goveje meso. Kaj bi ti rekel? Krompir. Kaj? Pašta. Ja, pico, sigurno. Pico. Ja, zato ker pač mi, kad doma kurmo, pač smo preskrbljeni, zato ker jaz tukaj pic, mislim, škatel od pic imam, da pač to mi smo preskrbljeni za 2 leti. Fuljem pice. Pa to ni zdravo. A jebi ga, Zakaj si ne dobre. kupiš eno pečko za pico? Meni se da zdi, imaš veš ven? kaj se meni zdi? Sploh ni nezdrava pica. konec Ja, koncev. točno to, pa tudi, kaj boš jedel zdravo hrano? Ker pač, a ni zdrava una hrana, ki je tebi dobra, hrana, ki te naje. Za dušo. Ne. Pa če smo Pa raji... tako da rečeš, da heroin je za dušo, pizda. Ne, Okej, dobro, ni. Na pici imaš še zelenjavo, ampak ne vem zelenjavne pice. Ne, pač V bistvu meni se ta zdi, da ono, trditev ko je si, bila. oj, to je pa nezdravo, moraš pa za zajtrk naprej sigurno nekaj zelenega pojesti. Pa tako, veš kaj, ta prvi boš umrl, pač zato, ker te bo avto zbil, ne vem, pizda. Dej žeri ono, kar ti paše Ja, ma to pol lahko res živiš red lifestyle. Ono pač res lahko, ne vem, si ne umivaš zob, lahko dobro, se ne to ne. tuširaš, lahko... Ker itak boš umrl Itak en boš dan. umrl en dan. Ja, ne, samo ono glih nekje v sredini. Pač če jim ono, kar mi paše, še vsem skrbim zase za nego. Kaj če ugotoviš, da ti bo pasalo nekaj boljšega? Jaz se včasih mi zapaše solata. Gremo zdaj na moj najljubši del tega podcasta, poleg mojih predragih prijateljev. Na vprašanja. Preden začnemo, snemamo na Instagramu vprašanje, ker nas lahko kaj vprašate in polom v podcastu odgovorimo, tako da vsi follow naš Instagram. Žan Travnikar, kam boste šli za novo leto? Ne vem. Imam ene par izber, ampak sem po mojem odločil za neke državne igre s prijatelji in to je to. Pa ti, Jurček. Vsi me sprašujejo, kje bom, ne vem. Ma kaj je tema, zakaj je let od Amerike časovno daljši kot iz Amerike do Evrope? Ali je to res? Ali je to res? Mislim, da gre v drugo smer, da gre iz Amerike v Evropo, gre Kaj, da čez se ne Azijo, zaletijo letala? gre pa tako. Da se ne zaletijo letala. Ne, zaradi vetra. Pa sploh zato, ker veter piha, ne vem, ne v kjer smer, ampak če greš iz Amerike. Čeprav proti Evropi, ne piha proti, veter tako gor visoko. Ja. Ful se pozna, zato ker ful jem na TikToku. Nad oblaki je veter. Nad oblaki je veter. Ja. Mislim, so vetrovi. Nad oblaki. Ja, se imaš tok. Nad oblaki. Pa kako se oblaki premikajo? Se jih ne samo od spodaj. Nad oblaki govorim. Pa ti pravim, oblaki se morajo premikati, pa jih ne samo spodaj neki premika. Jih pač... Si tudi, ko pravi večete prodaja, on pravi, ja, glej, skle, pa dokler lahko greš, zato ker tam so vetrovi močnejši. Iz tja do tja pa lahko greš večkrat, zato ker pač so pa manjši, a ne. Zanimivo.
Matijaš Skočjančič. Vprašal je, ker smo bili prej v El Tortu, koliko si sit od 1 do 11. 25, ko greš v El Toro, vsi v El Toro. In še M3 grli, a si res jutranja oseba, če se rodiš zjutraj? Zanimiva teorija. Ja, jaz lahko govorim iz osebnih izkušenj, ko sem se rodil ob 8.25, jaz sem jutranja oseba. Jaz bom tako rekel, če ne rabim se zbuditi, se ne bom. Ampak če se moram zbuditi, mi je najmanjši problem in rad delam zjutraj. Tako da jaz sem jutranja oseba. Pri meni lovki to drži. Ko mene tip vedno ob 11 me kliče, tako še v posli, jo, dober dan, ajde grejo čez klip. Jaz se vrnem nazaj v posteljo, se grem v lešt, kaj bom sedel za mizo, ko klepetam s tabo. Ja, dobro, ja. Vi ste jutranje osebe? Mislim, da je zate začne jutro. 8, 9. Ja, jaz sem pol jutranja oseba. 7 je zame zgodnja jutro, tako 7, 8, 9 je zame jutro. Meni je lepo se zbuditi, da je sonček zunaj. Jaz sem zadnjič ful pogruntal, ker sem bil tako do 5 zjutraj sem neki delal, pa sem šel spat do 1. To ni to. Nisem imel sonca, nič sonca nisem imel in se mi je poznal, ker sem šel zvečer v avto, pa se voziti nekam, sem bil, no, fuck, neki se slabo počutim, pač ful se poznal. Ja, vitamin D. Ja nič, dragi poslušalci in poslušalke, to je to z naše strani. Jure. Like, share, subscribe in še en shoutout za najboljšega barberja na obali in Škvadro Barberian Squad. In Boštjan, moj barber Boštjan. Najboljši brivci na Neko me ne obali, poštimal. čeknite jih out, so v Kopru, naročite se na njihovi spletni strani. Imamo pa tudi El Toro Steakhouse, kjer imajo neverjetno dobra rebrca in meso, tako da pridite jih čekniti. Člani burger člani imajo. burger. Tako lepo prosim. Tako da se vidimo v naslednjem tednu. V zadnji epizodi letošnjega leta. Čau, čau.